Danes v Pomurskem dnevniku prekmurska šunka in gibanica. S traktorji na pot po Sloveniji. Rebalans proračuna. Nič nevarnih odpadkov. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Prekmurska gibanica in prekmurska šunka sta ob obisku Prekmurja na mizi nepogrešljivi. Prekmurska gibanica je posebnost med sladicami. Prekmurska šunka pa je tradicionalna kakovostna sušena mesnina Prekmurja. Na območju od Goričkega do Lendavskih ravnic se je uveljavila iz stoletja dolge tradicije sušenja in zorenja svinjskega stegna. Prekmurska gibanica je zaščitena prekmurska jed, ki je ne zna pripraviti vsak Prekmurec. Gre za sladico, ki jo uvrščamo med slovenske nacionalne kulinarične specialitete. Za pripravo prave prekmurske gibanice potrebujemo točno določene sestavine. Zdaj nalagamo zadnjo plast jabolk. Najprej smo dali mak, nato je sledila kot druga plast skuta, za njo orehe in kot zadnja plast pridajo jabolka. In potem še vse skupaj enkrat ponovimo. Se pravi, vse 4 plasti še enkrat ponovimo, pa potem končamo. Iva jo po starem receptu še prebode in za 2 uri postavi v peč. Ko se gibanica ohladi, jo lahko postreže. Na njihovi kmetiji tako letno prodajo okoli 2500 kosov te sladice. Iva jo obožuje, čeprav v otroštvu ni bila navdušena nad njo. Ko jo mama že kar nekaj let pekla, sem vedno znova vihala nos nad njo. Ker zakaj bi kombiniral oziroma jedel mak, skuto, orehe, jabolka, če lahko ješ čokolado. Ampak ko se enkrat čokolade naveličaš oziroma ko malo odrasteš, pa vidiš, da je tudi iz naravnih sestavin, iz domačega vrta, lahko nekaj dobrega. Priznam, da po prvem grižljaju sem se zaljubila v njo. Zlahka pa se zaljubiš tudi v prekmursko šunko. V tem prostoru letno dozori med 1500 in 2000 kosov. Se pravi, prekmurska šunka ima poseben kroj, hruškaste oblike, soljene z morsko soljo in seveda narejena v Prekmurju in sušena v prekmurskem zraku. A na pravo šunko je potrebno malce počakati. Prekmurska šunka zori 8 do 10 mesecev, da izgubi dovolj vlage in dobi tisti pravi okus, kot ga mora imeti šunka prekmurska. Pomembna pa je tudi primerna priprava. Prekmurska šunka je narejena iz svinjskega stegna, pri katerem se odstrani vse kosti. Razlika med prekmursko šunko in pršutom je ta, da prekmurska šunka nima kosti, pršut ima kost in prekmurska šunka je prekajena. Še sol, kumina, poper in malo brinovih jagod. Te začimbe velevajo stari recepti in tradicija se tako prenaša iz roda v rod. Ja, v bistvu ljudje malo premalo dajemo pozornost temu, kar so nekdaj delali predniki, ker dejstvo je, Prekmurci se ne identificiramo samo s tem, da gočimo, ampak se identificiram tudi z narodno nošo, pa tudi ne nazadnje z gibanico. Se pravi, sinonim za prekmursko gibanico je Prekmurje. Se pravi, tudi obratno, Prekmurje je prekmurska gibanica. In prav je, da te stvari ohranjamo in prav je, da se to prenaša na mlade. Ker če ne bomo mi, kdo bo potem? Zato naj mladi ne pozabijo na znanje prednikov. Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Oldtimer Abraham od 11. do 20. junija pripravlja poseben reli po Sloveniji. Starodobnimi traktorji se bodo namreč odpravili po Sloveniji, skupaj bodo prevozili okoli 759 kilometrov. Več o najdaljši poti starodobnih traktorjev pri nas nam bo povedal Aleksander Bencik. Lepo pozdravljeni. Pozdravljam tudi vi in pa vsi v studiu, pozdravljam pa tudi vse gledalce. Kot sem povedala, ponovno se boste s traktorji odpravili po Sloveniji. Zakaj? To je zdaj že tradicionalni dogodek. Ja, nekako po ustanovitvi društva 2004 smo se odločili, da leta 2007, da bi nekako predelali vso Slovenijo. Obiskali pravzaprav, da bi spoznali ljudi, prijatelje, društva in pa vse dobre ljudi pravzaprav po Sloveniji in pa tudi naše lepote. Tako smo se 2007 prvič odpravili na morje, to je tudi trajalo 10 dni, vendar potem smo se z vlakom vrnili nazaj. No in zdaj je to že 8. pa še nam je zaostala zdaj Gorenjska
in potem smo se tudi letos odločili, da nas 11 gre na Gorenjsko, se pravi cilj je Površič. Se pravi, kot sem dejala, preko 750 km boste prevozili. Koliko vas bo jutri krenilo na pot? 11 nas gre jutri na pot, se pravi najprej gremo proti Slovenski Bistrici, saj po poti že imamo neka srečanja in pa sprejeme tudi od naših donatorjev, ki se tudi zdaj imamo priliko, da se jim zahvalim, da so omogočili to potovanje finančno in pa tudi materialno. Tako da prvi dan bo trajalo nekje vožnja do Slovenske Bistrice, tu nekje okrog 100 km z mestnimi postanki in pa seveda druženje in tako naprej. Drugi dan pa nekje pridemo gor do Kamnika in pa v soboto pa gremo na vse slovensko srečanje v Jablah, to je pri Ljubljani, grad Jable. Bomo tam nekje ostali tisti dan in pa v nedeljo proti Tržiču, ker imamo tudi neke sprejeme, že piknike in pa tako. In pa v ponedeljek pa na Vršič. Kaj predstavlja pravzaprav na letošnji poti največji izziv? Največji izziv nam je Vršič. Zakaj? Spon na Vršič. Ne vem, nekako zaradi višine in pa seveda teh vseh ribov, ki so tam. Nekateri tudi jaz še nisem bil na Vršiču, tako da je to en lep izziv za nas vse skupaj. No, povedali ste, imate že kar nekaj sprejemov, piknikov. Kako vas pa okolica sprejema, ko se peljete čez določen kraj, se ustavite? Zelo lepo. Ne verjamem, enostavno ne more verjeti, da se tako daleč pripeljemo s temi starimi traktorji. Hvala Bogu zdržijo, do zdaj so se držali že te 8 relijev po Sloveniji. Tako da so zelo lepi občutki, ko vidiš, da te sprejme ljudje, dosti se izbere in tako. Društvo je sicer lansko leto praznovalo 10. obletnico. Kaj še poleg že omenjenega relija morda čez leto pripravljate? Ja, prej še do lanskega leta smo imeli vsako leto srečanje, te starodobne tehnike, avtomobilov, motorjev in pa seveda kmetijske in vse ostale tehnike. Pol pa glede zdaj malo finančne krize in pa bolj manjšega obiska smo se odločili, da pač prirejamo te prireditve na vsake 2 leti. Tako da letos snimamo, naslednje leto pa spet imamo prireditev v Peskovci. To je tradicionalno mesto že. Tako da se zbere ogromno ljudi in razstavljavcev. Povedali ste, na pot vas krene 11. Koliko pa vas je članov morda? Zakaj takšna številka? Članov nas je nekje okrog 132. Ker tu je nekaj že v pokoju, upokojencev, ki grejo na pot, se pravi, tu je težko dobiti zdaj dopust, se pravi, 10 dni ni tako malo. Vseeno pridete nazaj 20. ne? Tako 20. pridemo nazaj. Se pravi, Zgornji Slaviči bomo imeli tudi sprejem, tam nam poleg igrišča ena kopičevarnica, Rak nam prije tudi sprejem in pa neko zabavo. To pa je še presenečenje. No, ob koncu najnega pogovora naj vam zaželim le še srečno na poti. Ja, hvala lepa in pa hvala, da sem povabil v studio. Radenski občinski svetniki so sprejemali rebalans proračuna za letošnje leto, ki je bil potreben zaradi sredstev, ki so jih od države dobili za sanacijo plazu na Radenskem vrhu. Radenski svetniki so se sinoči srečali na 6. redni seji. Na dnevnem redu so imeli 19 točk, med drugim so sprejemali rebalans proračuna. Občina je namreč za sanacijo plazu na Radenskem vrhu od države prejela 220 tisoč evrov, kar je bilo potrebno umestiti v proračun. Med proračunske postavke pa so umestili tudi 556 tisoč 560 evrov, ki jih občina Radenci mora imeti rezerviranih na podlagi podpisanega aneksa k pogodbi o izgradnji pomurskega vodovoda. 22.500 evrov bodo namenili še za pripravo dokumentacije za ureditev bazensko-parkovnega kompleksa v Radencih. Radenski svetniki so potrdili tudi pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Iz občinskega proračuna bodo namenili 1000 evrov za izgradnjo lastne čistilne naprave vsem, ki nimajo možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. Sredstev bodo deležni tudi tisti, ki so male komunalne čistilne naprave že zgradili. V začetku aprila so bili odvzeti vzorci odpadkov v Petišovcih, ker naj bi šlo za nevarne kemikalije. Iz analize vzorcev pa je sedaj razvidno, da ni šlo za nobeno nevarnost. V začetku letošnjega aprila so po prijavi, da naj bi leta 2006 ob sanaciji 2 vrtin v bližini Lendave nekdo zakopal izjemno nevarne odpadke, tudi strupene kemikalije začeli odkopavati zemljo in jemati vzorce. Postopki izkopa so potekali v skladu z zakonodajo in najvišjimi okoljskimi standardi. Delovišče je bilo ves čas zaščiteno. Po analizi vzorcev pa se je izkazalo, da je bila skrb odveč.
Rezultati Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so namreč pokazali, da je šlo v danem primeru za nenevarne odpadke. Odpadki so bili ustrezno odstranjeni, kriminalisti so tako zadevo zaključili s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, saj ni bilo zakonskih pogojev za podajo kazenske ovadbe. Na razpis za sofinanciranje razdeljevanja hrane Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim želijo zmanjšati stopnjo tveganja revščine pri najbolj ogroženih, sta se po neuradnih informacijah prijavila Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas. Namen javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo privabiti partnerske organizacije, ki so najbolj pripravljene na sprejetje, transport in delitev hrane, ki jo bo kupilo ministrstvo. Predvidena vrednost sredstev javnega razpisa za leti 2015 in 2016 skupaj znaša 550 tisoč evrov. V obdobju izvajanja dejavnosti načrtujejo 4 dobave, in sicer okvirno oktobra letos ter marca, junija in septembra prihodnje leto. Ministrstvo bo nabor prehranskih izdelkov določilo na predlog partnerskih organizacij, pri tem pa bo upoštevalo potrebe in prispevek izbranih prehranskih izdelkov k uravnoteženi prehrani najbolj ogroženih. Hkrati pa bodo partnerske organizacije izvajale spremljevalne ukrepe za socialno vključevanje ogroženih. Spremljevalni ukrepi lahko zajemajo informiranje o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in podporo, krepitev socialnih veščin in znanja ter druge dejavnosti, ki bodo prispevale k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih. Tudi danes ob koncu naše dnevno informativne oddaje sledi še vremenska napoved za prihodnje dni. Danes je bilo sončno, opoldne so najvišje temperature izmerili v Murski Soboti, kjer je bilo 24 stopinj Celzija. Stopinjo manj je bilo v Radencih in v Lendavi, 22 stopinj pa je opoldne bilo na Goričkem. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro jasno, izmerili bomo 15 stopinj Celzija. Čez dan se bo sončno vreme nadaljevalo, ozračje se bo ogrelo na okoli 29 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Čez dan bodo termometri pokazali okoli 33 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov bomo imeli v nedeljo, a zato ne bo nič kaj bolj hladno, saj bo čez dan 33 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem sredinem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času na istem programu, ter seveda ne prezrite naših vsebin tudi na spletni strani www.tvda.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.